Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je tekma sedmega kroga v prvi članski ligi MNZ Maribor med domačimi Miklavžem in gosti z Marjete. Preden pa zanimiv dvoboj, če lahko tako rečem, a kljub vsemu samo stanje na prvenstvu. Prva priložnost za Marjeto. 0-1 vodijo gostje, strelec zadetka v drugi minuti pa številko 24. Kočevar zelo hitro do prednosti nogometaši Marjete, ki so praktično iz nič, če lahko tako rečem. Kar naenkrat se jim je ponudila priložnost, Kočevar jo je izkoristil lepo, znajdljivo, žogo poslal mimo vratarja Kerheta in rdeči iz Dravskega polja že vodijo z 0-1. Petrovič, lepo Petrovič v prostor proti Kočevarju. Kočevar tokrat ni uspel zaključiti. Kočevar, še ena lepa priložnost za Marjeto. Špehonja. Lepo prostor, Karlovčec do Špehonje. Špehonja pred vrata do Gorinška. 0-2 v 38 minuti. Vendarle rdeči iz Dravskega polja do povišanja prednosti. Tokrat strelec Gorazd Gorinšek. In od 38 minute nogometaši Marjete vodijo z 0-2. Sijajna akcija gostov, hiter protinapad, katerega je pričel Špehonja. Zares lepa podaja v kazenski prostor do Gorinška, ki je bil najhitrejši, najbolj spreten, prav Špehonje. Znova proti bližnji vratnici, 0-3. Ta zadetek pa je danes zagotovo pokopal Miklavž, da bi še prišel do kakšne točke na tej tekmi. Sam nisem najbolje videl, kateri izmed gostov se je zadnji dotaknil te žoge, a slednja je končala v mreži, kar je seveda najbolj pomembno. In od 8. Ja, naša taktika je bila, pač tako je tudi tiho trener, pa predsednik povedal, pač mlada ekipa so. Naša taktika je bila takoj gol nagaziti, pa ne damo jim dihati in ja, nam je uspelo. Hitro je gol, je mogoče malo nas olajšal v tem, ampak ja, taktika perfektna. Tako smo se zmenili, tako smo igrali. To je mlada ekipa, neizkušena ekipa, polno problemov. Tako v taktičnem smislu, kot tudi v fizičnem smislu. Dejansko, ja, imamo res velike probleme, zdaj so glava še vroča, težko je zdaj nekaj ocenjevati, ampak dejstvo, da tak naprej ne gre več. Mislim, da se je mogla tu spremeniti za 100% nekaterih igralcev, ker enostavno s takim načinom igranja mi ne moremo nekih točk dobivati, moramo marsikaj spremeniti, posebno to našo agresijo, malo več te discipline taktične, pa bi se mogoče lahko zgodilo, da bi kaj prišli do točne. Dejstvo pa je, da ta ekipa rabi tri starejše igrače izkušene, ker smo premladi in pač nimamo še nekaj vodje ekipe, ki bi lahko to ponesla. Tako da so problemi velike.